Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav iz Knežjega mesta ob Savinji štadiona z dežele, kjer Celjani nocoj na zadnji tekmi 13. kroga prve lige Telemach Slovenija gostijo ljubljanski Bravo, najprijetnejše presenečenje te sezone slovenskega nogometnega prvenstva. Da je Bravo danes v Celje pripotoval v vlogi favoritov, kakšna napaka, in tole bi skoraj da moral biti zadetek, kaj je zapravil Božič. Ansana prodira skozi sredino, odličen prodor Ansane, pa potem Maružin, še vedno Loren Maružin, strel in obramba Raduhe, potem pa tudi dvignjena zastavica. Skupaj z Maružinom najboljši klubski strelec v tej sezoni, po 3 gole sta zabila. Tule je Maružin, priložnost ima Ansana, zadeva je zaletela, ni še konec, Španring, pa zdaj znova Ansana prek gola. Tada potem napaka Celjanov, zdaj je domača obramba razrečena, potegnil je Ansana, proti napad za Bravo, še vedno Ansana, kako slabo je zdaj podal proti Memiču. To je Španring se je odločil za strel, ki sploh ni bil slab. Božič. Dober predložek, potem ne najboljše posredovanje Trontlja, to je zdaj Svetlin, strelja Svetlin, teda točno v Josipoviča. Zdaj Križan ob Begiču, napaka Križana, Begič je ukradel žogo, to je zdaj lahko nevarno, Begič odložil je za Svetlina, Svetlin strelja mimo gola. Slabo je spred Križan odložil žogo. Pa zdaj Jakobsen, odlično Jakobsen, priložnost za Celjane, strelo daleč za las mimo gola. Desno stegensko mišico se drži priložnost, brani Josipovič, potem pa gol. Žan zaletel in žoga je vendarle v mreži po več kot 450 minutah je premagan Renato Josipovič. Strelec pa torej Žan zaletel. 81. minuta je še tekla. Kapetan Celjanov s svojim drugim golom v tej sezoni. Poglejte takole, Božič iz kota, Medved z glavo, obramba Josipoviča, toda odbita žoga je padla na glavo Žanu zaletelu. Izvedel prosti strel. Božič pred gol, Josipovič brani, spet je poskušal zaletel. Bajde, to je zdaj velika priložnost za Bravo in Raduha, uspešnejši v tej akciji od Kancilje, ki pa je bil tako ali tako v prepovedanem položaju. Simon Sešljar, čestitke za zmago, to je vaša prva na klopi Celja, verjetno še toliko slajša. Ja, čestitke predvsem fantom za fanatično borbenost, željo, ki so jo pokazali skozi celo pauzo, 14 dni na treningih, to so dali danes na tekmi, nogometnih je nagradil, zaslužijo si res vse čestitke za današnjo predstavo. Ja, kar nekaj je tekem, ko igra steče, pa žoga noče v gol. Danes se je zdelo, da je ekipa v določenih momentih malce v krču, čutila se je pomembnost tega srečanja, ampak kot ste dejali, vse vas je nekako nagradilo, koliko bo zdaj lažje naprej po tej zmagi. Ja, res je, čutila se je nervoza, predvsem prvi polčas po nekih žogah, ki smo jih odvzeli dobro, pa potem nismo s kvalitetnim pasom prišli do priložnosti in tam se je res videlo, da je ekipa v nekem krču, da nekaj manjka, ampak s to borbo, z agresijo, skozi celo tekmo smo potem prišli do situacije, ki nas je nagradila. Ja, verjamem,
da bo lažje psihološko, fantje pa se morajo zavedati, na kak način so prišli do zmage in to je edina pot. Pred tekmo ste dejali, to je ta tekma, ki nas lahko priključi zgornjemu domu lestvice. Zdaj to resnično ta impuls, da lahko začnete nizati zmage? Pomembna tekma za fante, za psihološko naravnanost cele ekipe, ker mislim, da so se zavedali že, da so na pravi poti, da dobro delajo. V prvih dveh tekmah je nekaj malega zmanjkalo, čeprav niti tam ni bilo slabo. Tele 14 dni se je pa dejansko, tako sem rekel, videl vsak trening, da je fokus pravi, da je želja res maksimalno oddelati vsak trening na polno in tako sem rekel, na tekmi se je videlo odraz dela zadnjih v bistvu od začetka, ko sem prišel, ampak teh zadnjih 14 dni v pauzi pa še ekstremno mogoče. Dejan Grabič, seveda pridejo tudi takšne tekme, ko se v rezultatskem smislu ne izide vse po načrtih. Danes ste prejeli samo en gol, znova delovali čvrsto v obrambi, ampak to je bilo dovolj na koncu danes za poraz. Kaj je po vašem mnenju odločilo tole srečanje? Ja, verjetno tekma, kjer je bilo jasno, da če nekdo zadane, da bo verjetno tako ostalo do konca. Se pravi, obe ekipi zelo agresivni, zelo čvrsti iz nekega bloka oziroma karkoli je kdo hotel igrati. Mi smo bili zelo dobro, se mi zdi, da smo vstopili v drug polčas, ker v prvem smo, tudi ko smo že izigrali nek medprostor, nismo pošiljali zadnjih žog za linijo, to, kar je naša značilnost. No, v drugem polčasu smo to začeli in je začela tekma teči tako, kot si jo mi želimo. Potem pa v trenutku, ko smo dobili ta gol iz prekinitve, smo poskušali, da nam ne podivja preveč tekma, če se razume. Se pravi, z nekaj več minusa priti bolj kvalitetno v medprostor in spet nadaljevati v zadnji tretjini za neko konkretno situacijo. Ampak ne, potem smo tvegali, smo poskusili še z več igralci zgoraj, malo izgubili razpored in rezultat je to, da nam tokrat ni uspelo, ampak zopet so igralci pokazali dobro podobo. Ampak to je šele vaš prvi poraz na gostovanjih, tudi samo 6 zadetkov ste prejeli, verjetno, če bi vam kdo vse to ponudil pred sezono, bi zlahka sprejeli. Ne bi, ker nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo skozi sezono. Lahko bi pa imeli zdaj, ne vem, 13 zmag, zakaj pa ne. Normalno smo s tem zadovoljni, s tem, kar ste zdaj omenili, in to je rezultat vseh igralcev, se pravi 22-23, koliko jih imamo v kadru, ker res to delajo in faza napada in obrambe usklajeno in to je velik kapital, če ga bomo znali držati na daljši rok. Kapetan je danes odločil tole tekmo 1-0 za vas Celjane, prav gotovo izjemno pomembna zmaga, vi pa ste nekako upravičili tudi zakon bivšega. Ja, seveda smo veseli te zmage, mislim, da smo odigrali dobro tekmo, mogoče smo se na trenutke res malo lovili, ampak najpomembneje nismo prejeli zadetka, na koncu smo zadeli, hvala Bogu, da lahko v ekipi pomagam tudi z mojim zadetkom in mislim, da na tej tekmi moramo graditi naprej. Ja, res vrhunsko ste spremljali akcijo, odbito žogo, ste začutili, da bi se lahko zgodilo kaj takšnega? Pa iskreno ja, no, ampak nisem imel težkega dela, mislim, da je več posla opravil Božič, najprej s Predloškom, pa Jakobsen strelom, jaz sem pa sam porinil žogo v prazno mrežo. Koliko lažje bo zdaj v nadaljevanju po teh 3 osvojenih točkah? Ja, sigurno nam je to nek zagon za naprej. Mislim, da smo si tudi povrnili cela ekipa samozavest, ker smo jo toliko potrebovali, tako da mislim, da moramo na tej tekmi graditi naprej. Vanja Drkošič, trda tekma v Celju, na koncu zmaga Celjanov. Kakšen je pogled z vaše strani? En sam prejet zadetek, pa na koncu vendarle tudi poraz. Ja, to so take, bom rekel, prave prvenstvene tekme, kjer ponavadi odloča en zadetek. Nažalost so ga danes dali oni. Mi smo v tekmo šli, bom rekel, zelo slabo z mano na čelu, ampak smo se nekako skozi tekmo dvigovali in mislim, da smo pol vzpostavili neko ravnotežje, ampak na koncu zadetek iz prekinitve in zmaga Celjanov. Ampak še vedno ostajate zelo visoko na lestvici, tudi daleč najboljšo obrambo imate, danes ste prejeli šele 6. gol. Tako.
Ja, mislim, to so vsi podatki, ki nas razveseljujejo in mi smo že velikokrat rekli, da ob nobeni zmagi ne delamo neke evforije in ob nobenem porazu tragedije. Tako da ta tekma danes bomo jutri analizirali, pa bo pozabljena in gremo naprej v nove zmage.